dobra sta prijatelja, vedno le naprej na zelene travnike. Bobby in Pika, ko posije sonce, vesela in smeje, odhitita v gori. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Čričkova violina. Na jesenski dan je čriček Alfred veselo igral na svojo violino med gobami. Vsa gozdna druščina je uživala v prijetni glasbi. Tudi mravljičini otroci so poslušali glasbo, medtem ko so se igrali žogo na vrhu hriba. A presneto, žoga jim je ušla ter zbila violino Alfredu iz rok. Ta je vzkliknil: moja violina se je razbila! Začel je jokati. Hlipal je tako močno, da je privabil vse prebivalce gozda. Alfred je jezno pokazal na žogo s pikami. Ta žoga je kriva in mravljičini otroci. Kje bom pa zdaj dobil violino? V rokah je držal koščke svoje polomljene violine, šel v svojo kočico ter zaloputnil z vrati za sabo. Alfred, pridi ven, prepričan sem, da ti lahko pomagamo, je rekel polž Bobby. A Alfred ni hotel videti nikogar. Njegovi prijatelji so sedeli v polju gob, brez zamisli. Nenadoma je Pika vzkliknila: naredimo Alfredu novo violino! Da, naredimo novo violino, je pritrdila metuljčica Rozi. Vem, kdo nam lahko pomaga. Najti moramo hrošča pokalico Charlija. On je naredil Alfredu tudi prvo violino. Nemudoma so se odpravili. Potovali so čez hribe in doline, dokler niso prišli do modre hiše. Potrkali so na vrata. Plašen hrošček je pogledal skozi vrata. Nosil je modro kapico in tudi njegova krila so bila temno-modre barve. Kdo ste? Je vprašal. Pika je povedala hrošču pokalici celotno zgodbo. Če imate pa tak problem, vam z lahkoto pomagam. Ne bodite žalostni, čez 2 dni bo lahko Alfred spet igral na novo violino. Hrošč pokalica je dal vsakemu nalogo. Nekateri so nabirali les za telo violine, drugi so iskali travnate bilke za strune. Ko so nabrali vse skupaj, se je Charlie lotil dela. In je žagal, brusil, krpal, nanašal smolo in lak in nato se je nenadoma zgodil čudež. Nova violina je bila pripravljena. Ali jo lahko preizkusim? Je vprašala Pika. Ne, to je Alfredov inštrument, jo je opozorila Rozi. Ampak tudi jaz hočem inštrument, je Pika odvrnila užaljeno. In tudi jaz tudi, so zavpile male mravljice. Tiho, je hrošča pokalica vzkliknil. Kaj pa če ustanovimo orkester? Dober, velik orkester. Orkester? In vsak bi imel svoj inštrument. To je zelo dobra zamisel, je navdušeno pritrdil Bobby. Prva stvar, ki so jo naredili, je bila Pikina harfa. Rogač Gašper je dobil kontrabas, koloradski hrošč Edi čelo. Bobby je iz cvetja lilije naredil trobento. Majski hrošček Martin si je naredil rog. Jamski pajek je uporabil kostanje in želode za bobne. Zefira in Skokica pa sta iz kamenčkov naredila činele. Hrošč pokalica je iz brezovega lesa izrezljal flavte za mravljice. Metuljčica Rozi si je iz smrekovih vejic naredila lutnjo, Baltazar pa je naredil citre. Majski hrošček Mehurček je igral na triangel. Ko so se dobro oglasili, so se odpravili do Alfredove hišice. Alfred je že oddaleč zaslišal glasbo in je radovedno kukal skozi okno. Od presenečenja je pozabil zapreti usta. Dragi Alfred, so začeli mravljičini otroci. Prosim, ne bodi jezen na nas, ker smo razbili tvojo violino. Prosim, sprejmi od nas to novo. Naredil jo je Charlie. Alfred je nemudoma pobral lok in violino in glasba je spet preplavila gozd. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Izgubljeni lešnik.
Hojla, Bibi, pohiti, teciva k Rici, da ga pozdravimo, preden se uleže na zimsko spanje, je rekla Pika Polonica Pika. Bibi si je na glavo poveznil kapo, si nadel šal, rokavice in dva dobra prijatelja sta odšla do brloga veverice Rice. Velikanski hrast se je že nadaleč videl, na veji pred svojim brlogom je sedela veverica. Hotela sva te pozdraviti, preden se pred zimo zavlečeš v svoj brlog, je vzkliknila Pika. Pridita, bomo spili sok v slovo in zraven pohrustajmo malo lešnikov, je ponudila Rica prijateljema. Poglejta, koliko dobrot sem pripravila za ozimnico, shramba je polna. Odprla je vrata, ampak joj, shramba je bila popolnoma prazna. Na pomoč, kam so izginili vsi lešniki, orehi, kje so stožci, želodi, rozine? Poglejta, verjetno so se tukaj izkotalili lešniki, je Bibi pokazal na majhno luknjo v kotu shrambe. Nekdo je obgriznil hrast, je vzkliknila Pika. Jaz pa vem, kdo je to bil, je dodal Pavš. Nikar se ne boji, Rica. Takoj bomo našli krivca in poiskali odkotaleče lešnike. In orehe, stose in želode, se je že naprej jezila veverica. Iz smeri travnika se je slišalo glasno smehljanje. No, poglej, to so oni, vse skozi so poredni, vedno so problemi z njimi, je godrnjala Pika. Zagotovo tudi zdaj razmišljajo o kakšni lumpariji, je pritrdil Bibi. Nekdo je obgriznil drevo veverice Rice, prav tam, kjer ima shrambo. Vsi zbrani lešniki so se odkotalili. Niste bili vi? Je vprašal Bibi. Joj, nič nismo hoteli slabega, smo le grizljali, saj nismo vedeli, da je prav tam shramba, se je opravičil najmlajši lubadar. Lahko kako pomagamo? Pridite, moramo najti izgubljene lešnike. Nimamo veliko časa, kmalu bo zapadel prvi sneg in takrat zagotovo ne bomo našli dobrot. Pohitimo! Skupaj so podrobno pregledali drevo. Lešniki so se od tuzi izkotalili, padli na tla in se odkotalili naravnost čez hrib, je pojasnila Pika. Ob vznožju hriba so prijatelji skupaj našli vse dobrote. Ura! Se je veselila Rica. Torej prosim, da prinesete vse dobrine nazaj v moj brlog, jaz medtem z deskami pokrijem luknjo, je rekla Rica lubadarjem in se je prijela dela. Lubadarji so začeli nositi lešnike, orehe, želode so po enega in enega nosili v veveričin brlog. Bibi in Pika sta pomagala. Vendar zaman so se trudili, saj se je začelo mračiti, ob vznožju hriba pa je čakal še ogromen kup. Nikoli ne bomo končali, je vzdihnil en lubadar. Pomoč bi bila dobrodošla, je dodal drugi. Bibi je kar naenkrat vstal in brez besed odhitel. Ostali so začudeno strmeli za njim. Ko se je vrnil, prinesel s seboj svojo trobento. Pihnil je v trobento tako močno, da so ga slišali vsi prebivalci gozda. Prav hitro so se tam zbrali vsi veliki in mali. Pika je splezala na veliki kamen in pripovedovala, kaj se je zgodilo z lešniki veverice Rice. Vsi so se odkotalili, moramo jih nesti nazaj v Ricin brlog. Če vsi primete za delo, bomo do večera končali. Začnite, je rekel Bibi in dvignil en lešnik iz kupa. Lešnik je podal Piki, ona lubadarjem, lubadarji trotu, trotkači pastirki in tako naprej z roke v roko. Preden se je na nebu pojavila luna, so se vsi lešniki, želodje, orehi in kostanji vrnili nazaj v veveričin Ricin brlog. Rica je srečno vrnila tudi zadnji kosta na svoje mesto. Hvala lepa, moja shramba je spet polna, je dejala. Kako dobro, da imam toliko prijateljev. Kmalu bo zapadel sneg, čas je, da se zavlečem v svoj brlog pred zimo. Se vidimo spomladi, je rekla veverica. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Kolo. Nekega poletnega dne je golo pismonoša prinesel Piki in Bibiju pošiljko. Ogromen paket je bil zavit v lep, rdeč papir, povezan z modrim trakom. Tudi sporočilo je bilo priloženo. Pika ga je prebrala. Stonoga je pisal: Hura, kmalu nas bo obiskal. Pošilja nama to darilo.
Nama, je vprašal Bibi. Kako nama? Tebi in meni? V pismu piše nama. Zagotovo je darilo za oba. Seveda ni skupno, se je jezil Bibi. Zagotovo ga pošilja meni, saj sem ga jaz za božič našel v snegu. Jaz pa sem ga sprejela v hišico, jaz sem ga ozdravila, jaz sem mu kuhala čaj, je hitro povedala Pika. Ampak jaz sem obral pravljico o črvih, je nadaljeval Bibi. Bibi in Pika sta začela vsak sebi vleči rdeč darilni paket. Rdeč papir ni dolgo zdržal, kmalu se je strgal na eni in drugi strani. Za papirjem se je pokazalo kolo. Kolo, je vzkliknil Bibi. Zame bo ravno pravšnje. Zame bo bolj primerno, je povedala Pika. Prav, odnesi s seboj kolo, če si ga že tako želiš. Pametnejši popusti, osel pa se muči. Jaz sem pametna, ti si pa osel. Bibi se ni vdal. Ni res, jaz sem pameten, ti pa osel. Odnesi to kolo. Na koncu ga ni odnesel nihče. Jezno sta odšla in pustila na pol odvito kolo na travniku. Kmalu so prišli Trod Baltazar in Metuljčica Rozi. Poglej, kaj je to? Kolo, je vprašal Baltazar. Res je, je odgovorila Rozi. Tudi sporočilo je. Bibiju in Piki od stonoge. Odnesimo ga, je predlagal Baltazar. Dvignili so ga, da je ves darilni papir padel z njega in se smejali. Poglej, to je kolo za dva lahko sedita gor. Poskusiva, je rekel Baltazar. Hojla, Bibi, hojla, Pika. Pripeljali smo vajino kolo, ki sta ga pustila na travniku, je vzkliknila Rozi. Bibi in Pika sta skočila. Ko sta zagledala Rozi in Baltazarja na kolesu, sta se prijela za glavo. Saj to kolo je narejeno za dva, midva pa sva se prepirala zaradi njega. Takoj sta se pobotala in se veselo objela. Kako lepo darilo. In midva v velikem prepiru nisva nič pripravila stonogi, ki bo kmalu prispel, je prestrašeno rekel Bibi. Naredimo stonogi eno lepo pisano vetrnico iz listov rožic, je predlagala Rozi. Ja, zelo dobra ideja, sta se strinjala Bibi in Pika. Štirje prijatelji so iz rdečih, vijoličastih, belih, rumenih in rožnatih cvetov listov naredili vetrnico. Takrat je na mišji kočiji prispel stonoga. Mali miš se je ustavil na travniku in stonoga je stopil iz orehove kočije. Vesel je objel Bibija in Piko. Vidim, da sva dobila moje darilo, upam, da vama je všeč. Krasno darilo, zelo sva vesela, sta rekla Bibi in Pika. Mi pa smo ti vsi skupaj naredili to vetrnico. Stonoga je 10 dni ostal na obisku pri Bibiju in Piki. Hodili so na izlete z novim kolesom, peli, se igrali in dobro imeli. Veseli dnevi so hitro leteli mimo. Čas je, da se vrnem domov. Zelo dobro sem se imel pri vas, je rekel stonoga. Pridi tudi prihodnje poletje, sta soglasno rekla Bibi in Pika. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Mali kanarčki. Nekega lepega dne si je kanarček Klemen našel partnerko. Alenka je živela na hrastovem drevesu nedaleč od Pikine hiše. Klemen in njegova partnerka sta si naredila gnezdo na najlepši veji hrasta. Bibi in Pika pa sta od spodaj opazovala ptici, kako gradita gnezdo. Poglej, Alenka že več dni ni vstala, samo sedi v gnezdu. Je mogoče bolna? Je skrbelo Polška. Kje pa, Bibi? Zagotovo bo valila jajca, imeli bodo mladičke, se je navduševala Pika. Jajca? Mladički? Je bil zmeden Polš. No, seveda, greje jih in iz jajce bodo kmalu zvalili mladički.
je dejala Pikapolonica. Alenka je kmalu vstala in ko se je obrnila v gnezdu, je Bibi zagledal 3 mala bela jajca. 3 mladički bodo, je veselo stekel k Piki. Nekega jutra se je zaslišalo razburjeno čivkanje na hrastu. Hura, izlegli so se mladiči, je vzkliknila Pika in se od veselja objela z Bibijem. Ali jih lahko pogledava? Je vzburjeno Pika vprašala Klemena. Seveda, ampak bodita previdna, ker so še zelo majhni in nemočni, je rekel ponosni oče. Klemen je odnesel na hrbtu Bibija in Piko in jo izkrcal poleg gnezda. Kako so lepi, je veselo rekla Pika. Polž in Pikapolonica sta nežno pobožala mlade kanarčke. Mali ptički so hitro rasli, kmalu so se začeli učiti letenja. Alenka jih je pridno učila in vsak dan so bili bolj napredovali. Gremo po hrano, bodite previdni, je rekel Klemen. Da ne bi slučajno sami izleteli iz gnezda. Majhni ste še, zato lahko letite samo v najinem spremstvu, je dodala Alenka. Ampak najmlajši mladiček se ni držal dogovora. Daj no, ja že dobro letim, bom poskusil sam, je rekel in vzletel. Ne smeš, sta čivkala druga 2, vendar ga nista uspela zadržati. Ko sta se vrnila starša, sta 2 mladička nervozno postopala v gnezdu. Odletel je najin bratec, sta jokala oba. Joj, pa tako majhen je še, le kaj se je zgodilo z njim, je prestrašeno kričala Alenka. Kričanje sta zaslišala tudi Bibi in Pika. Takoj sta odhitela iskat potepinskega mladička. Iskali so ga povsod, iskali so ga v hribih, na planinah, ob jezeru, v gozdu, na travnikih, ampak nikjer ga niso našli. Počasi se je stemnilo. Kako naj ga iščemo v tej temi? Je vprašala Alenka in začela grenko jokati. V tistem hipu se je prižgala posebna luč na nebu. Cela gruča kresničk je prihitela kanarčkom na pomoč. Mi bomo svetili, zagotovo ga bomo našli, so dejali soglasno. Tam je, v grmovju, je zakričal nenadoma Bibi in vsi so stekli tja. Mali kanarček je utrujen in prezebel dremal sredi grmovja. Alenka ga je dvignila v svoje krilo in ga veselo objela. Pa smo te našli. Od zdaj naprej vedno bodi priden, je rekel Klemen. Alenka je odletela proti nebu, kresničke pa so svetleče se zaplesale okoli njih. Tako lepo je bilo videti, kot da bi vile plesale na nebu. Družina kanarčkov pa je kmalu legla k počitku. Alenka je pod svojimi krili grela mladičke. Lahko noč, ptički, je veselo šepetala Alenka.